Torej, Center za spodbujanje bralne pismenosti deluje v Mariborski knjižnici in v bistvu to razmišljanje, to predstavitev sem naslovila negovanje strokovne samozavesti pri spodbujanju bralne pismenosti. Kot moto, kot vodilo tega prispevka gre Slomškova misel: če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Če smo cel teden govorili o tem, kako pomembno je, da motiviramo otroke, da ozavestimo starše o pomenu branja, o tem, da če bodo brali otroci, bodo uspešnejši v vseh področjih svojega življenja, in kako pomembno je, da o tem oznanimo tudi in seznanimo tudi širšo javnost, je pa zelo pomembno, da tudi sami poskrbimo zase. Pa to ni v tistem smislu egoizma ali pa osredotočenosti samo nase, ampak dejansko, če ne poskrbiš zase, da lahko redno goriš, potem morda čisto izgoriš. In seveda, danes bo zdaj šlo vse narobe, v redu, okej. Pri branju in bralni pismenosti je podobno kot pri vodenju. To so pojmi, za katere so skoraj vsi prepričani, da jih popolnoma razumejo, da jim je kristalno jasno, kaj to pomeni. In potem, ko se pričnemo pogovarjati, včasih ugotovimo, da mislimo čisto različne stvari. In lahko je vodenje, tako kot beseda, ki jo medvedek Pu razume kot nekaj zelo dobrega, slastnega, kot na primer med. In podobno velja za bralno pismenost in bralno kulturo. Torej, v Centru za spodbujanje bralne pismenosti se pri razumevanju teh dveh ključnih pojmov za naše področje seveda naslanjamo na nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti. To je en dokument, ki smo ga vsi zelo, zelo dolgo čakali. Jaz vem, da vsakič, ko smo na kakšni okrogli mizi vprašali, kdaj pa bo sprejet, se je kolegica Nada iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in športno, to ministrstvo je imelo v času sprejemanja oziroma do tega, da je bila nacionalna strategija sprejeta, kar nekaj različnih poimenovanj. Torej, kolegica Nada se je včasih kar prijela za glavo in tako rekla, ne me spraševati, ampak zdaj jo imamo. Zdaj imamo to nacionalno strategijo in prav je, da jo upoštevamo, uporabljamo, in tako se bomo danes skozi to predstavitev in skozi to razmišljanje o delovanju centra dotaknili tudi te nacionalne strategije, saj za nas predstavlja pomemben gradnik naših aktivnosti. Center. Včeraj sta se kolegici Sandra in Nina uporabljali razlago iz Frana. To je tudi ena stvar, na katero smo lahko mi izredno ponosni Slovenci, da jo imamo na takšen način. In če pogledamo, kaj pomeni beseda center, nekomu je asociacija na šport, torej sredinski igralec, potem je lahko politična linija, lahko je kraj, nekateri dobijo, ko slišijo besedo center, asociacijo na baby center ali pa trgovski center, nekateri se spomnijo na radio center. V bistvu pa za nas pomeni ne samo kraj ali pa prostor, ki je osredotočena določena dejavnost, ampak neko stičišče in središče, v katerega prihaja in izhajajo določene vsebine in aktivnosti. In Mariborska knjižnica je ena od 10 osrednjih območnih knjižnic in ima z tega naslova tudi določene zakonsko predpisane naloge in je s 1.1.2019 ustanovila Center za spodbujanje bralne pismenosti. To seveda ni bilo nekaj, kar bi se pri nas nekdo spomnil, pa klik, zdaj bomo pa to imeli, ampak temu je težila vsa tradicija dela na področju z mladim bralcem, ki je za Mariborsko knjižnico temeljna dejavnost že od njene ustanovitve in pa v sodelovanju z revijo Otrok in knjiga. Tako da so se stvari pri nas, kot bi rekli, poklopile. Ta center, včasih kdo reče, pa čemu je sploh služi, kaj se ukvarjate z mladimi, kličete, koordinirate dejavnosti, ki jih počnete, se povezujete s šolami, kaj naj počnejo? Ne, nič od tega. V bistvu je center namenjen strokovnim delavcem, torej različnih profilov, najprej v splošnih knjižnicah in predvsem tudi v drugih knjižnicah. Temelj centra je povezovanje knjižničarjev in drugih profilov na področju bralne pismenosti. Jaz rada rečem, da je kot nek most. Zdaj, če se spomnite, ko sem bila mala, smo se dostikrat v šoli igrali tisto igro,
ali je kaj trden most, ne? Pa smo odgovorili kakor skala. Ne? In potem, ali gre naša vojska skozi, ne? Prvega spustimo, zadnjega ulovimo. In v bistvu je tukaj ta naloga centra, da ulovi, mogoče koga izpusti, nehote, ampak ulovi vse tiste, ki se na polju bralne pismenosti in bralne kulture trudimo vzpostaviti družbo, ki bo sprejemala in živela branje kot vrednoto. Torej ne samo govorila in na deklarativni ravni podpirala in dajala načelno podporo, ampak neko stičišče in sodelovanje vseh tistih, ki precej energije, precej idej namenimo in naravnamo na to spodbujanje bralne pismenosti in gradnjo bralne kulture. Knjižnica je vložila tudi pri Združenju splošnih knjižnic vlogo za status kompetenčnega centra. To je eno področje, ki ga ureja zakonodaja in pravila na področju delovanja knjižnične javne službe. Nimamo še odgovora, ker je bil rok konec septembra, tako da ali bomo dobili ta status kompetenčnega centra ali ne, verjemite, da boste izvedeli prvi. Vsebinsko se pa center naravnava na določila ravno nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, v bistvu na dva cilja. Prvič, širiti vedenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v osebnem in poklicnem življenju, ter za delovanje skupnosti. Torej, to ni samo nekaj, kar preživljamo v prosti čas, ampak je bistvo za funkcioniranje v današnji družbi. Ter drugi cilj, v okviru formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, spodbujati razvoj bralne pismenosti in bralne kulture pri odraslih. Tako da imamo dve ciljni skupini v tej fazi in prva ciljna skupina so odrasli prebivalci Republike Slovenije. Tako da nam je pa lažje, smo jo razdelili v dve skupini. Torej, prvo smo umestili odrasle ki imajo v svojem poklicnem življenju tiste možnosti ali pa opravljajo tiste poklice, kjer dostopajo do mladih in odraslih in jih usmerjajo ter vzgajajo v bralno pismenost. Torej, v prvi vrsti so znotraj tega knjižničarji, učitelji, seveda, torej vsi zaposleni v celi vertikali vzgoje in izobraževanja. Širimo pa, kot vidite, tudi na trenerje, pediatre, medicinske sestre, torej na vse tiste, ki v nekem trenutku stopajo v življenje otroka ali pa odraslih in imajo možnost iz poklicne naravnanosti, da jih spodbujajo v bralno pismenost. V zadnji obdobju epidemije, torej pri prvem in pri drugem valu, bolj kot pri tretjem in četrtem, se je pokazala izreden problem nepismenost odraslih ali pa slabša bralna pismenost odraslih na zdravstvenem področju. Da enostavno niso prepoznali, znali slediti navodilom, ki so jih dobivali napisane ali pa posredovane v takšni obliki, krajši koncentraciji in tudi, naprimer, prej Tina omenila 7,5 minute je namenjeno za obravnavo pacienta, zelo izčiščene informacije in zelo težko dosegljive. Torej, želimo ozaveščati tudi znotraj vseh teh poklicev, kako zelo pomembno je bralna pismenost za uspešnost tega, da bo pacient razumel navodila svojega zdravnika, naprimer za to, kako skrbeti za svojo sladkorno bolezen, naprimer. V drugo skupino te odrasle populacije pa uvrščamo tiste, ki spremljajo otroke na poti odraščanja. Torej, stari starši, sorodniki, starši, torej tisti, ki jih srečajo v domačem okolju, ker kot smo slišali skozi vsa predavanja, na eni točki je prišlo do tega, da v bistvu starši smo tisti, ki smo vzor, ki smo model, ki pač je ta generacija še toliko bolj sledi kot prej, ker je drugače naravnana v tem smislu, da se ne upira samo besedno, ampak da tudi na besede ne da toliko, kot da na dejanja. Druga ciljna skupina, katerim pa posvečamo v centru posebno pozornost ali pa so v našem zanimanju, so mladi med 15 in 19 ali pa med 18 letom starosti, če se navežem na gospo Natašo, ko je opredelila v programu za otroke. To so pa tisti otroci, ki večino svojega prostega časa posvečajo točno določeni aktivnosti.
naprimer športu, igranju inštrumenta, plesu, baletu. Torej, ob šoli imajo še nekaj, kar jim zavzame večino prostega časa. In pri njih branje ne najde zvoda v tem smislu, da bi bila spodbuda za preživljanje prostega časa. Pri njih je proces branja potrebno osmisliti s tem, kako jim pomaga na poti ali odraščanja, ali premagovanja stisk, ali izboljšanja šolskih poti, ali pa celo poklicne poti. Tukaj sledimo načelu individualizacije in personalizacije, ki jo prenaša tudi Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti. Trenutno, kot veste, so v našem fokusu športniki, nas pa za rokav cukajo že glasbeniki. Tako da ne bomo ostali samo pri športnikih, ampak se bomo slej ko prej tudi premaknili še kam drugam. Ker lahko te izkušnje, ki smo jih dobili športniki, prenesemo tudi na druga področja. Seveda delujemo na osnovi določenih dokumentov in eden od prvih dokumentov, ki smo jih sledili, je bila ravno ta deklaracija o pravici evropskih državljanov do pismenosti, ki je šla leta 2016. In v bistvu na zelo lep način povzame v bistvenih točkah, na kratko jedrnato, zakaj je pismenost pomembna in kako se lahko vsi skupaj vključujemo v to, da to ne bo samo poem na papirju. Tukaj so nanizani 4 dokumenti, ki so vsak po časovnicah, 2 sta iz 2017, 2 sta iz 2019. Ampak vsebinsko prepletajo delovanje našega centra in vsebinsko so tudi osnova za te naše ABC bralne pismenosti 1, 2 in 3. Torej tukaj v teh 4 dokumentih naš center najde vsebinska izhodišča in zelo si želimo in upamo, da bo v akcijskem načrtu za uresničevanje nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti tudi sama strategija kot dokument dobila izgled bolj pisane ali pa bolj promocijsko privlačne zgibanke, ker je besedilo v njej izčiščeno in pove tisto vse bistveno, kar tisti, ki delamo na področju bralne pismenosti in gradnje bralne kulture, potrebujemo. In včasih želimo s kom drugim podeliti, pa je lažje ali pa lepše imeti kakšno brošurico, ki je oblikovana kot pa PDF dokument, ampak smo zelo srečni, da jo v takšni obliki tudi imamo in sploh imamo. Ampak iz tega, kar predstavlja kot izhodišče in temelj našega delovanja, torej nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, je pa ta misel, ki jo najbolj zasledujemo pri vsem, kar počnemo. Torej, bralna pismenost se kot zmožnost in družbena praksa vse življenje razvija v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Tukaj gradimo vse naše aktivnosti, nekaj jih bom potem predstavila v nadaljevanju, predvsem pa želimo okrog te opredelitve širiti tudi vedenje v širšem prostoru. Torej, bralna pismenost se ne odvija samo v knjižnici, se ne odvija samo pri uri slovenskega pouka, se ne odvija samo na posebnih uricah bralnih, se odvija takrat, ko prinesemo domov recept, pa je treba kaj skuhati. Zelo rada se spomnim primera, ki ga je kolegica Ester dostikrat podelila z nami. Tudi ko kupi gospod kakšen novo motorno žago, pa je nov model, pa je treba navodila prebrati, da potem deluje. Tudi tam se razvija bralna pismenost. In v bistvu bralna pismenost res ni ena zadeva, pa zdaj govorim prepričanim, ampak toliko, da sami sebe večkrat slišimo. Ni ena zadeva, ki bi bila zaprta v en predmet ali pa v eno inštitucijo ali pa v eno situacijo življenja. Bralna pismenost se razvija vse življenje. Ne vem, včeraj sva imela, ali pa predvčerajšnjim sva imela debato s sinom, ker je pomagal reševati eno zadevo okrog motorja, ki ga imamo pri hiši, pa se je pohvalil, rekel, si videla, jaz sem takoj znal to odmontirati akumulator ven, pa to ti ne bi nikoli znala narediti, ne. Sem kaj, ne, res ne bi, ne, ampak ti tudi palačink ne bi znal speči. Pa je rekel, seveda, imam YouTube.
Torej, drug pristop iskanja informacij. Jaz ne vem, če bi šla recept za peko palačink iskati na YouTube, ampak to je ta realnost, o kateri je prvi dan na prvem predavanju zelo jasno govorila Alenka. In kaj so tisti temelji, ki jih prinaša, torej temeljna načela nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti? Jaz verjamem, da ta dokument vsi res zelo, zelo dobro poznate, da vam je blizu, ampak bi se rada samo sprehodila skozi ta načela, tako da jih malo ponotranimo, da jih ponovno obnovimo. Torej, bralna pismenost kot vseživljenjska pravica, odgovornost in vrednota. Ozaveščanje o pomenu bralne pismenosti in njena promocija. Celostni pristop. Zdaj, že nekajkrat smo v teh dneh slišali o celostnem pristopu, morda ga nam je najbolj približala še Tina Božičnik. Torej, vedeti kako, zakaj in v celost pogledati. Dostop, enakopravnost in pravičnost, individualizacija in personalizacija. Jaz mislim, da skozi cel teden govorimo o tem, da nekaj lahko ponudimo, nekaj več pa nekaj boljše, ko nekoga poznamo. Ne moramo generalno pričakovati, da bo vsem všeč ena knjiga, da bodo vsi, ne vem, dol padli nad, če tako rečem, knjigo, ki je mene pred leti blazno navdušila, torej Mi smo medvedi. Vsak ima svoj pogled, svoje interese in prav pri branju in bralni pismenosti je ključno to, da poznamo tistega, ki mu svetujemo, da si vzamemo tisti 2, 3, 5, 7,5 minut, ker tudi knjižničarji in učitelji nimamo kaj boljši standard kot pa zdravniki. Zato pa je pomemben pogovor, pa ta povratna informacija. Strokovna odličnost in odgovornost, velika pričakovanja in standardi. Lahko zmoremo več, če imajo možnost izbire. Ne samo otroci, tudi odrasli na tak način delujemo. Raznovrstnost branja, načrtovanje, vrednotenje in samovrednotenje. In kaj naš center sploh počne? Načrtuje, vodi, izvaja in vrednoti. In tukaj je naštetih nekaj aktivnosti, ki so vpete v širši prostor. Torej, načrtujemo, vodimo in izvajamo in vrednotimo, torej predavanja in pogovore z različnimi akterji za širšo javnost. Sodelujemo v medresorskih nacionalnih projektih, sodelujemo v programskih ali organizacijskih odborih medresorskih nacionalnih posvetov, organiziramo strokovne dogodke, ki so namenjeni izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju različnih profilov, in pa tudi o tem pišemo in raziskujemo. In vsi tisti, ki ste se udeležili ABC1 in ABC2 že do sedaj, veste, da vsakič vas je pričakala ena anketa. Ne takoj, ne čez 2 dni, ampak čez nekaj časa, da se tisti usedajo, da ste imeli čas malo razmisliti. In ko smo mi pogledali, kakšno vaše razmišljanje, smo iz tega izpeljali tudi en članek, eno raziskavo. Ampak preden pridem do tega članka, te 2 knjigi sta bile že omenjeni. Bili ste omenjeni v ponedeljek pri kolegici Andreji. Ampak zakaj sem jo jaz sem dala? Zato, ker je avtor, ki je bil intervju z njim ob izdaji razpona v sobotni prilogi Dela, zapisal v intervjuju tudi eno zamisel, ki se mi zdi ključna tudi za našo področje. Karakter je eno. Karakter je, kot pravi, povsod enak, od športa do znanosti in je stabilen. Ampak strast je tista, ki je lahko odločujoč dejavnik pri dosežkih in tudi pri kvaliteti življenja. Včasih ljudje postanejo strastni, ker so v nečem dobri. Ali pa so v nečem dobri zato, ker so se tega lotili s strastjo in predanostjo. In jaz sem skoraj prepričana, da vsi mentorji branja, vsi, ki ste danes v petek ob 20 do 8 tukaj z nami, imate dovolj veliko zalogo strasti, ki vas premika, ampak fajn je, da to slišite, da veste, da to imate. In to, kar smo pogledali, kar ste nam vi sporočili skozi anketo, je pripravljen članek, ki je še v tisku in bo objavljen v organizaciji znanja vsak čas. In se sprašujejo o tej strokovni samozavesti. Torej, kako vneti, če sam ne upam, ne zmorem, ne znam vneti. In ali je to sploh res?
In zanimalo nas je, ali sploh ti strokovni dogodki, ki jih pripravljamo, in mi, in Bralno društvo Slovenije, Bralna značka, Pionirska center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ali pozitivno vplivajo na strokovno samozavest navduševalcev. Dala sem v navednico, ta izraz je za vse nas uporabila kolegica Darja. Mi smo res to delali samo na našem vzorcu, tako da vzorec ni reprezentativen, ampak pokazal pa je, da pozitivno vplivajo. In zanimalo nas je tudi, ali lahko imajo kakšno pomembno vlogo tisti odrasli, ki niso zainteresirani in niso navdušeni za spodbujanje bralne pismenosti in gradnjo bralne kulture. Tudi tukaj smo ugotovili, da to drži, da imajo tudi vpliv. Zakaj nas je zanimal vpliv? Včasih nas zanimajo številke. Videli smo pri gospe Nataši, ko nam je predstavljala uradne dokumente, nacionalne dokumente, da so bili kazalniki, število udeležencev, število tega, število onega. Številk ne moramo vedno peljati v nebo, oziroma s številkami ne moremo vedno povečevati številke, da bi dokazovali večjo pomembnost ali pa učinek. Vpliv je tisti, ki pokaže spremembo ali razliko v vedenju posameznika ali družbe. Torej, ali ima naša dejavnost sploh kakšen smisel, se pokaže v njenem vplivu. Tako da vpliv in dogodek smo opredelili glede na mednarodni standard, ki ga imamo v slovenščini tudi prevedenega, torej metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. In tukaj nas je zanimala tale formula, ki je čisto od spodaj napisana, pa jo bom v nadaljevanju malo razdelala. Torej, samozavest, strokovna samozavest je enačba, ki je tvorjena iz samopodobe in samospoštovanja. Tudi to so besede, za katere bi dr. Tina Bilbao znala povedati, da bi otroci znali zelo dobro razložiti ali pa bi jih zelo zanimala. Ker v debati z njimi hitro pridemo do tem, čem je razlika med samospoštovanjem, pa med samovšečnostjo in podobnimi zadevami. Zakaj je tako pomembno za nas, da se tega ozavestimo ali pa da se o tem večkrat pogovarjamo in razmišljamo? Zato, ker ta strokovna samozavest, ki je sestavljena iz samopodobe in samospoštovanja, to tvori del splošnih kompetenc. Pri kakšnem razpisu za delovno mesto so tam od spodaj čisto napisane splošne kompetence ali pa posebne kompetence. In v bistvu naša samopodoba je podoba naših lastnih misli, čustev, predstav, vrednot, občutkov. Torej tistega, kar nas je tudi prej Tina nagovorila, biti empatičen in biti okej. Samospoštovanje je spoštovanje naših lastnih norm, vrednot, znanja in sposobnosti. Torej tisto, kar kaže, da je nam pomembno. Če je meni pomembno branje, če je meni pomembna knjiga, je skoraj sigurno, da imamo doma domačo knjižnico, ne glede na to, da delam v knjižnici. In to samospoštovanje kaže se tudi v tem, da stojim za tem, kar počnem in da se o tem večkrat pogovarjam. In samozavest je v bistvu naše zaupanje v lastne misli, občutke, sposobnosti, zmožnosti. Torej to, kar je rekla, da pač sliši nekje ali pa da tudi en drugemu včasih povemo, ampak najboljše je, ko sami pri sebi vemo, da je to okej. Torej, strokovna samozavest je tisto, ko zaupamo v naše lastne misli, kar se tiče stroke, občutke, sposobnosti, zmožnosti, ki so vezane na naše strokovno delo. In kaj smo ugotovili? Da smo popolnoma prepričani, da udeležba na takšnem strokovnem dogodku pomaga bolje razumeti našo poklicno in osebno vlogo pri spodbujanju bralne pismenosti. Pridobili smo informacije na takšnih izobraževanjih, zaradi katerih se počutimo bolj povezane z drugimi pri prizadevanju za krepitev bralne kulture in spodbujanja bralne pismenosti. In ko poslušamo te različne teme, smo vedno bolj prepričani, da gre pri branju za izredno kompleksno področje. Bolj kompleksno, kot smo si predstavljali, preden smo se udeležili teh srečanj. In pridobimo informacije, zaradi katerih se počutimo bolj kompetentne za promocijo branja. In zaradi teh pridobljenih informacij se počutimo tudi bolj samozavestne pri delu. Generalno smo lahko potrdili to, kar smo upali. Torej, da udeležba na strokovnem dogodku pozitivno vpliva na posamezno strokovno samozavest in kompetentnost. In
Zakaj nam je to pomembno? Zato, ker je naš osnovni namen tem, da ustvarjanje pozitivnega družbenega okolja za spodbujanje bralne pismenosti in krepitev strokovnih kompetenc splošnih knjižničarjev in tudi drugih strokovnjakov. Zato, ker se kaže ta povezovalno vlogo tega dogodka med različnimi deležniki na področju bralne pismenosti. Bili smo tudi veseli odziva na drugačno obliko ankete, ker mi nismo v anketi spraševali o zadovoljstvu, katero predavanje vam je bilo najbolj všeč, kaj vas je motilo, ampak smo ugotavljali vpliv. In zato je bila anketa prvič in drugič malo drugače oblikovana in verjemite, tudi tretjič bomo temu sledili. In upamo, da bo takšna oblika ankete imela vpliv tudi na druge organizatorje takšnih dogodkov, da bomo lahko dobili večji vzorec in potem ugotavljali na večjem vzorcu in seveda dobili bolj kredibilne podatke. Lansko leto nas je zanimalo tudi, smo povprašali tudi o občutkih ob spremljanju dogodkov na spletu, na Zoomu. In v bistvu smo ugotovili, da je okej, če je neposreden prenos in pa če je interakcija, ki se lahko pelje tako preko moderatorja in kot preko klepetalnice, vendar je bilo na osnovi anket izraženo oziroma ugotovljeno, da je ključen tisti vezni člen pač moderator, ki povezuje na eni strani predavatelje in predavateljice in na drugi strani udeležence. Ampak tudi Zoom gre skozi, bi tako rekli. Ja, zakaj je pomembna ta strokovna samozavest? Zato, ker globoka vera vase naredi naše življenje varno in naše odzive ustvarjalne. Daje nam mir in svežino, ker smo nenehno v spreminjanju in opažanju novih možnosti. In to pomeni, da ja, je prav, da se ukvarjamo tako s malimi, pa tako z odraslimi in jih spodbujamo, ampak prav je, da se tudi mi srečujemo, da mi izmenjujemo stike, da se tudi mi nahranimo, bi tako rekla. Ne? Ker to, kar počnemo, najpogosteje, tudi o tem smo v tem tednu že govorili, je vezano na malo več kot samo poklic v tistem tehničnem smislu. Gre za poklicanost, na odgovor, na klic, ki ga čutimo, na poslanstvo, ki ga opravljamo in na predanost, ki je ob tem prisotna. In seveda, če tukaj ne skrbimo za to, da se tudi mi malo polnimo, ne, torej vsak večer damo verjetno skoraj da vsi polniti mobilne telefone, da je zjutraj napolnjena baterija. Kako polnimo vsak večer svojo baterijo? Ker to razdajanje je super, tako kot je Tina tudi povedala, lahko hitro zapelje v kakšno odvisnost ali pa kaj podobnega, ker veš, da pomagaš, da spreminjaš stvari, da daješ. Ne? Ampak potrebno je pri tej strokovni samozavesti poskrbeti tudi zase. Nanizanih je nekaj knjig, zato ker so to knjige, s katerih lahko najdem, ali pa sem jaz našla vsebino, ki so bile odgovor na moja vprašanja pri tem. Ja, ne morem, ker smo le na koncu nacionalnega meseca skupnega branja in če bi bilo, bi morda celo zgodbico oziroma to celo poglavje prebrali, pa ne bom povzela, verjetno jo vsi poznate, če ne si jo pa lahko tudi izposodite, ampak poanta, ki jo počnemo odrasli, je, da najprej 2 leti ali pa leto spodbujamo k nečemu naše male, potem pa to isto znamo tudi zelo prepovedati. Marsikje se zgodi, da bere otrok, ker mu je dolgčas pri etiki ali pa, ne vem, pri zgodovini, kakšno knjigo pod mizo pa je kregan, ker se to ne počne. Ne? Torej, na eni strani ga spodbujamo, da naj prebira in ker potem v neki okoliščini, ki za nas odrasle ni sprejemljiva, bere knjigo, je seveda kregan. Tako da smo res zelo zanimivi. Ne? In edini odgovor, zdaj pa berem, ki mi pade na pamet, je, da so odrasli čisto pritegnjeni in da se jim je najbolje izogibati, če se le da. Ne, mogoče boste imeli srečo in našli prgišče odraslih, ki jim lahko zaupate. A prepričan sem, da se vsi strinjamo, da je treba večino časa budno bdeti nad večino odraslih. Absolutno. Tudi v tem smislu verjamem, da ste vi tista večina odraslih, ki jim otroci lahko zaupajo, hkrati pa vsi mi imamo težavo, ko prepovemo uporabo pametnega telefona, hkrati pa po njem sami štrcamo in potem to opravičujemo službo. Ja, ni samo dovolj, da beremo tisto, kar
nam razvija empatijo v smislu leposlovja, ampak prav je, da spoznamo tudi tiste stvari, ki branje v zadnjem desetletju umeščajo med eno izmed najpomembnejših dejavnosti ob gibanju za ohranjanje in za razvoj možganov, torej tisto, kar smo slišali, tiste mišice, ki je najbolj lena, pa hkrati najbolj hitra in za nas bistvena. In zato je zelo pomembno, da poznamo tudi te vsebine in s temi vsebinami na drug način pristopamo k zagovarjanju ali pa zagovorništvu bralne kulture, bralne pismenosti in potrebe po branju. Ja, beremo. Ne? In tukaj je nekaj teh knjig, nekatere od teh smo že slišali v tem tednu, nekaj je novih, ampak vse te knjige prinašajo tudi pogled v to zagovorništvo branja, v strokovno samozavest vseh nas navduševalcev za področje branja in bralne pismenosti in bralne kulture. In če je kaj, kar je tisto, kar na koncu prinese do nekega zadovoljstva, je, ko vidiš, da lahko spremeniš morda pogled ali pa samo stališče nekoga, ali pa samo vedenje pri nekom, da pač zazna, da je ob pametnem telefonu, s katerim je rojen, ta svet digitalni, ki je rojen, še knjiga kot opcija. In zdaj na koncu, malo že tudi jaz pogledam na uro, na koncu, ko smo prišli na konec teh 5 dni, ostane samo hvaležnost. Hvaležnost, ki pa je znanstveno opredeljena kot sposobnost prepoznati in priznati pozitivne dogodke in izkušnje v našem življenju. In raziskave potrjujejo, da so hvaležni ljudje boljšega fizičnega in duševnega zdravja. In tista hvaležnost, na katero smo zavestno pozorni in ki jo pogosto tudi izražamo, je pot do tega, da se počutimo bolj prijetno in bolj izpolnjeno. Ali ni tako tudi pri navdušenju in radovednosti? Ta teden smo toliko razmišljali o navdušenju in radovednosti, ali sta ključna za spodbujanje bralne pismenosti in smo dali vprašaj, pa vemo, da sta. Da ne samo za branje, za vse, kar počnemo, sta navdušenje in radovednost ključne. Za samo življenje sta bistvena. In v bistvu hvaležnost, navdušenje in radovednost, vse troje pa vodi v branje. In branje je v vseh svojih elementih, o katerih smo poslušali teh 5 dni, odnos. Branje je odnos. In ta potrebuje pogovor, zaupanje in varnost, da raste. In vse te sestavine se sestavijo v celostnem pristopu, ki pa se gradi na tem, da se prepoznamo po imenu. Tako da smo zdaj na koncu prišli na začetek in to je tista iztočnica, ko se jaz lahko samo zahvalim